Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes vam moram nekaj pokazati, preden zgine. Vam bom pokazala, kaj zgineva. Včeraj sem sprobavala nove recepte, ki jih pripravljam zdaj za novo knjigo. In sicer pač moram jaz najprej sprobati, da je užitno. Beljakovinski kruh, tale je beljakovinski kruh iz ajde, to je pa ajdov kruh z bananami. Vam vse razložim. To sta dve dobri zadevi in danes bom govorila o ajdi. Ajda je zakladnica praktično vsega in preden grem na recepte, vam želim o ajdi majčkeno več povedati, ker lejte, jaz sem čisto navdušena nad ajdo. Večkrat jo imamo za kosilo, to je še danes od kosila ostan. Dejstvo je, skuhana je tik-tak. Zraven nekaj omaka, recimo tudi tisti, ki nimate gob doma več v skrini, jih lahko kupite sveže šampinjone, ravno tako vsebujejo ogromno količino in kroma, in B vitamina, in beljakovin. In naredite, popražite to na čebuli, nastane krasna zadeva, ker pogledajte, ajda je popolno živilo. Vsebuje beljakovine, vsebuje praktično vse, kar potrebuje naše telo in zadnje čase se več govori o D vitaminu, vsebuje tudi D vitamin. Tako da, in vsebuje silicij. Lejte, silicij je nujen za vezavo, za kolagen. Silicij je potreben zato, da se obnavljajo naši sklepi. No in, lejte, to je znanje iz knjige Ko ima življenje žur. Se pravi, komur manjka silicija, motnje v rasti, lomljenje nohtov, težave z sluznico, zmanjša se pravi voda v veznem tkivu, trda vezna tkiva, potem prebavne težave, vnetja želodčne sluznice, pojav bolečin na desni strani, pod rebri, žolčnik, oslabljen imunski sistem, nagnjenost k alergijam, kronična utrujenost, občutek odrevenelosti. Dejansko silicij je ključen in silicija največ dobimo pač v ajdi, zelju, brokoliju, bolj kot so trde zadeve, več ima v sebi silicija. No, zdaj pa naslednja zadeva pa, kar je zanimivo, da skoraj enaki znaki kot pomanjkanja kot pri siliciju, so tudi pri D vitaminu. Zdaj, če pogledamo ravno tako vnetja sluznice, slabšanje vida, nočna slepota, težave z želodčno sluznico, vnetja, trdi sklepi, to je vse pomanjkanje D vitamina in pojav povečanje avtoimunih obolenj. Zanimivo pa je, da recimo, kdor ima pomanjkanje sploh teh osnovnih hranil, vse to vpliva na ščitnico. Ščitnica pa naprej deluje na zastajanje vode v telesu in seveda tudi na limfni sistem. Ženska, ki imate težave s celulitom, pomeni, da je vaša ščitnica podhranjena. To ne pomeni, da boste tekle k zdravniku po zdravila, ampak da ste podhranjene hranilno. In tista prva zadeva, ki je pomembna, je, da nehate uživati ali pa da nehamo uživati antihranila. Se pravi, vsa bela moka je antihranilo, ker porablja B vitamin za presnovo. No, zdaj pa, če grem na tale recept, kar vam želim pokazati. Ajdov kruh, banane in orehi, noter je majčkeno medu. Osnovni recept je najdla moja ta mala hčerka in potem sem ga predelala, ker tisti osnovni recept je iz bele moke in sem rekla, to ni primerno zame. Jaz želim pač zdrave recepte. In sem dala ajdovo moko in je slasten. Vam bom dala recept, ta recept bo tudi v novi knjigi. To je sladica, ki je primerna kot vmesni obrok in pojeste košček kruha, recimo 2 deci jogurta, zraven popijete in imate popoln obrok. To je tako dober, to je res slastno. No, zdaj tisto, kar lahko spečete, je seveda ajdov kruh. Ajdov kruh pride majčkeno bolj trd, to je ajdov kruh z jogurtom. Zelo, zelo dobra zadeva, speče se tik-tak in tudi recept, če vtipkate v Google ajdov kruh, boste videli zelo, zelo dobro. Tako da v glavnem, ajda je res zakladnica vseh hranilnih snovi, zdaj pa pojdimo pogledati točno, kaj vsebuje ajda. Vsebuje kalcij,
ki je potreben za razstrupljanje. Brez kalcija ne grejo strupi iz telesa, ker spreminja kisline v soli in te soli dobesedno polulamo. Kalcij je potreben za vezavo železa. Železo je potreben za dobro kri, hkrati je pa železo potem naprej potreben za karnitin. Karnitir je pa voziček, ki vozi odvečno maščobo na kurjenje. Potem deluje oziroma vsebuje ajda cink. Cink stimulira imunski sistem, stimulira timus. Vsebuje magnezij. Magnezij je potreben za zmanjšanje krčev v vaših mišicah, potreben za presnovo. Magnezij je tisti, ki je vžigalca v naši celici. Ajda vsebuje tudi tako kot eno frakcijo C-vitamina, imenuje se rutin. C-vitamin vemo, da je druga zadeva, ki je najbolj pomembna za vžig v naši celici. Rutin, pa če pogledamo naprej, je pa snov, ki deluje na sintezo kolagena, spet je tukaj, ko ima življenje žur. Sinteza kolagena pa pomeni proizvajanje kolagena in to pomeni lepa koža, čvrste mišice, prožni sklepi in predvsem zmanjšanje celulita. Prav tiste ženske, ki imate mlahava tkiva, veste, koliko se včasih s kakšno damo govorim pa reče, veš, imam zastajanje vode iz telesa, ali pa v telesu imam toliko, nezadovoljna sem, pa imam celulit. To je v bistvu pomanjkanje beljakovin in veznih tkiv, tako da ne tkiv, snovi. Zato je tako pomembno, da dajte ajdo prav v dnevni jedilnik vključiti, da dobite čim več s hrano tistih dobrih zadev. Ajda vsebuje vlaknine. Vlaknine so potrebne za čiščenje jetra, kot vemo, jezik se mi fecla, filtrira našo kri in ker filtrira našo kri pomeni, da vse odpadne snovi grejo potem preko jeter in preko žolča, se zvežejo na vlaknine in grejo dobesedno v veci školjko. Še mečkam bodimo pri vlakninah. Ker vsebuje ogromno količino vodotopnih vlaknin, deluje na to, da pod prvo pomaga pri obnovi sluznice, po drugi strani pa pomaga pri odvajanju blata iz telesa. Še ena taka dobra zadeva je, ki pomaga tudi pri tem, da naša sluznica bolj deluje, sploh tisti, ki imate neprestana vnetja. Poleg ajde vam priporočam čija semena. Jaz vam tukaj namočene, lejte. Čija semena tvorijo tako sluz, zgleda tako kot nek mrest. Ko nekaj časa namočeno pustite lahko čez noč in to lahko uporabljate zjutraj pri zajtrku. Lejte, takole namočite, potem pa zjutraj date čez jogurt, lahko pa date v smuti, kar v tem primeru samo popijete. Ker zdaj, če začnete tole gledati, res spominja na mrest. Takale zanimiva zadeva nastane. Zanimivo je, da prav te vlaknine, te semena, ki nam breknejo, ko nastane ta sluz dejansko pomaga potem pri obnovi sluznice in vsi tisti, ki imate težave z želodčno sluznico, ki vas tišči, ki imate preveč kisline, ki imate refluks, dejansko bi mogli večkrat na dan pač posegati po takih žitih, ki tvorijo sluz, ki imajo velike količine vlaknin, zato da vam začne pač od spodaj, po domač bom povedala, poganati nova sluznica, ki obnavlja pač sluznico našega prebavnega trakta. Zdaj, če se vrnem nazaj na ajdo. Ajda vsebuje tudi silicij. Silicij, kot vemo, je potreben za vezavo strupov, potreben je za obnovo. Potem vsebuje baker. Baker je potreben za dobro kri. Kalij, ki je potreben za odvajanje vode iz telesa. Tako da zdaj, če pogledamo, ajda je res neverjetna. No in tukaj naprej 9 razlogov, zakaj je pametno uporabljati ajdo. Ajda deluje na hormonski sistem, ker vsebuje praktično vse, kar potrebujemo za izgradnjo hormonov. Razen omega 3. Omega 3 še rabimo zraven. Potem deluje na to fitoestrogene, se pravi, to sem rekla, fitosterole, pa ki zmanjšujejo raven holesterola.
Ajda vpliva na izboljšanje krvi, ker vsebuje tudi B vitamine, B12 je za izboljšanje krvi, ne vsebuje glutena. Ljudje, ki imate težave z zastajanjem vode iz telesa, z utekanjem, ki ste zabuhli, lahko da ste občutljivi na gluten. In dajte gluten stran, vse, kar je belo, povzroča vnetja na celični bazi. Potem zdaj, če pogledamo, zelo nizek glikemični indeks. No in zdaj prav pri glikemičnem indeksu želim še to povedati. Poglejte, ko imamo mi recimo ajdo, jo skuhamo in če jo ohladimo in potem jo lahko ponovno pogrejemo, postane škrob dejansko neprebavljiv in to ravno tako velja za krompir. To pomeni, ko vi skuhate in ohladite ajdo in jo potem ponovno pogrejete, postane škrob neprebavljiv in ker postane škrob neprebavljiv, kuhana ajda ima glikemični indeks 45, se pravi sveže kuhana. Ko se pa ohladi, se pa še dodatno zmanjša za 30% glikemični indeks in to pomeni, da kuhana ajda ima glikemični indeks okrog 20 recimo. Zelo, zelo nizek glikemični indeks. Tako da res vas nagovarjam, najte ajdo. Veste, mi v Sloveniji imamo zelo dobre mlinarje, ki imajo našo slovensko ajdo. Tatarska ajda je po vrednosti celo boljša od navadne ajde. Po čem jo prepoznate? Tatarska ajda je zelena in je približno, mislim, da je 3-krat močnejša kot pa navadna ajda. Čakajte, vam bom povedala točno. V glavnem, medtem ko navadna ajda je še vedno zelo dobra. Tako da v vsakem primeru, gledajte, jaz sem za ajdo in dejstvo je, da ajda vam bo pomagala do dobrega počutja, predvsem bo pa zmanjšala vnetja na celični bazi. No, tisti, ki želite več receptov iz ajde, imate tukaj noter v knjigi Ko ima življenje žur kar nekaj teh receptov, ker vse od ajdovih žgancov do tole morate sprobati. Bučke nadevane z ajdovo kašo in jurčki. Tako božansko dobro. Kaj naredite? Bučke izdolbete, potem pa popražite na čebuli jurčke in v glavnem potem še to, kar je bučk, date zraven in potem to nafilate noter v bučke in date peč. Čez date lahko mocarelo ali pa kakšen sir, popečete in to je samostojni obrok. Mogoče zraven naribate samo še recimo zelje in je to. Tako, to je božanska zadeva. Dajte uživati v dobri hrani, zato ker ljubezen gre skozi želodec, to je dejstvo. In družina, ki se zbira za mizo, tam se gradijo odnosi, to je dejstvo. In večkrat, ko boste nekaj dobrega naredili za svojo družino, predvsem pa za sebe, boljše se boste imeli, več pozitivne energije bo v vašem okolju in potem se vse začne izboljševati. Tako da imejte se lepo, uživajte, dala vam bom spodaj povezavo, da boste lahko pogledali recept tako za beljakovinski kruh iz ajde, kot za bananin kruh iz ajde in boste videli, to so božanske zadeve, ki so namenjene za to, da uživamo ob dobri hrani. Uživajte tudi vi in predvsem imejte se radi.